nas, ki smo živeli še v socializmu, je lahko zelo izkrivljeno. In že nazaj, bratstvo v francoski revoluciji seveda ni nekaj, kar bi si človek želel. Zato bi si človek najprej želel, ko bomo šli skozi predavanje, kakšen pomen besede bo treba razločiti, torej, da se razumemo, zakaj papež Frančišek tako močno poudarja bratstvo in družbeno prijateljstvo, ker to je podnaslov v bistvu njegove družbene enciklike, ki je res družbena enciklika korak naprej, ki predhodne sprejema in odpira eno iskanje naprej. Torej, tu namen je, da naredimo eno refleksijo glede miru z vidika družbenega prijateljstva, družbene ljubezni, celo se uporablja, torej bratstva. Osnovni vir je seveda ta enciklika omenjena Fratelli Tutti, vsi smo bratje, ampak dejansko, veste, gre za eno zelo dolgo zgodbo. Njegovo bivanje v Argentini, njegovi razmisliki o Evropi, 5 zelo pomembnih govorov, njegova refleksija zdaj, ki je Let us dream knjiga posvečena kako iz krize, ki je povezana z pandemijo in predhodno glede ekološke krize, se vse skupaj poveže. Zato, če bi kdo želel kaj več prebrati, imamo tukaj naslov knjige, ki je izdala družina Narod, ki ga je treba zgraditi, Laudato si in še nekatere druge, tudi Resnična moč je služenje. Zdaj, v tem, ker bom jaz tukaj prikazal, danes jaz bom govoril prosto, zato tukaj gor bodo nekatere kategorije napisane, ki si jih vseh ne bom dotaknil, nekatere moj globoko, ker se mi zdi, da govor iz ene povezanosti tega, kar človek prebere pri drugih in ene drže, ki povezuje življenjsko izkustvo in predvsem lastno osebo vpeto v te stvari, je močnejša govorica, ki lahko prikaže večjo bližino, se mi zdi, do te teme, kot če bi ostal samo na akademskem nivoju pozornosti. Zdaj, poleg teh 4 osnovnih kategorij, ki jih vsi poznamo, družbeni nauk cerkve že konec 19. stoletja, dostojanstvo človekove osebe, solidarnost, subsidiarnost in skupno dobro, je zdaj papež, bolj točno, je naš čas postavil v ospredje nekatere teme. Že drugi Vatikanski koncil, žal, pri nas je bilo mičken manj poudarjeno kulturo in ljudstvo, dostojanstvo dela, o tem je veliko pisal že Janez Pavel II. Potem je pa zdaj res dejansko nekaj novega, krik revnih in krik zemlje. Krik revnih, krik ubogih, tudi zato, ker je papež iz Latinske Amerike, ker to je tema. Jaz sem bil v Aziji, sem srečal ljudi, ki so res revni, ekonomska revščina. Človek si ne more predstavljati, kako je svet razdeljen, če ostane v percepciji Slovenije, ker v Sloveniji to dejansko je tema, ki je ničkana, to je pa tema, ki je živa. In če se cerkev želi srečati z ljudmi, mora na to temo narediti eno refleksijo in nekaj storiti. No, ena posebna točka, zelo pomembna, je model poliedra. Torej nekaj točk smo pogledali. Samo za en kontekst, da se znamo gibati. Torej, tu je kazalo te enciklike in že iz naslovov ter parih besed, če dodamo, postoji, kako je zgrajena dinamika. Zakaj dinamika? Se mi zdi izjemno pomemben vedeti in vsebino in način. Ker včasih imamo odličen pogled v vsebino, ker pa želimo nekaj izpeljati, pa se nam zadakne. Zato je to dvoje kot neke vrste dopolnjevanja. Prvo poglavje odpira stanje našega časa. To ni ena sociološka analiza, ima pa mnogo uvidov. Prijatelj, ki je to bral, skupaj smo brali Fratelli Tutti dvakrat, najprej po poglavjih, potem pa po temah, v majhnih skupinah, skupaj s socialno akademijo. Prijatelj, ki je to bral, pa je že več kot 20 let zelo dejaven v civilni sferi cerkve.
tudi v mednarodnem okviru, kot tisti, ki so bili učitelji oziroma starši učencev, ti krugi, ne, mi je rekel, da je pa tako hudo, pa nisem mislil. Ne. Skratka, papež se res dotakne stiske sodobnega človeka, ampak on ima takoj, veste, dvojni pogled. Poleg stiske sodobnega človeka odpre, kaj Božja beseda evangelij ali nekaj, kar je s tem v zvezi, odgovarja na to, to je tujec na poti, potem pa gremo poglobiti zadevo. In zato je ustvarjati odprti svet, srce odprto za ves svet, politika, ne, dialog kot sredstvo, prijateljstvo, kako priti korake naprej do novega srečanja, ne nazadnje vprašanje verstev. Torej, gre res za eno dinamiko, ki je opisana takole. Videti resničnost, kot smo rekli, ne, hkrati videti konkretnost življenja in konkretnost evangelija. Pri Laudato si je ta evangeljski pogled vzet od Frančiška Asiškega, njegova pesem Stvarstvo, ne, torej gre za tradicijo cerkve. Tukaj bomo videli, je vprašanje Samarijana. Potem, ko to vidiš hkrati oboje, poglobiti resničnost, da bi prišel res do prave presoje, do pravega razumevanja, ki ti privede do odločanja. In zanimivo, tista beseda, ki jo uporablja papež pogosto, je razločevanje. Ne? Zakaj to? Bomo videli takoj naprej. In tretji korak, predlagati, kako proces peljati naprej, torej predlagati nekaj konkretnih korakov. Dve stvari tukaj se mi zdi res pomembni. Kako naprej, to ni metoda, veste, v tem običajnem smislu, če bom to in to delal, bom to naredil. Ne. To je dinamika, ki ima tri elemente. En element je, to so ključni koraki, smo jih našteli, ne, ki peljejo k cilju. Potem so nekatere točke pri tem, ki so zelo jasne. In tretji vidik, ne, posamezne točke so zelo jasne, in tretji vidik je pa, da brez tistih, ki smo vključeni, ta pot ne deluje. Ta metoda ne deluje. Torej, vključitev ljudi noter in imate, tako kot so stari nekateri sistemi, že v prvi cerkvi, prvega tisočletja, nekaj jasnih točk, vmes je pa skupnost, ki veruje, mogla narediti tisto izpeljavo, ki je nujna. Ne. In tukaj dejansko gre za to, ker že po drugem Vatikanskem koncilu v nekaterih okoljih cerkve je ta metoda videti, presoditi, delovati in ne predhodna, ne, ideja, volja, živeti, ne od ideje, ampak iz srečanja. In pri papežu, recimo v tej knjigi Let us dream, torej skupaj sanjajmo o svetu po pandemiji, ne, tam dejansko postavi, kako videti. Že pri prvi njegovi sinodi o družini in kasneje z mladimi, zdaj pa sploh, ki so danes, je povabil, da niso samo skupaj tisti, ki so strokovnjaki v nekem področju, recimo teologi in škofje, ne, vodstvo cerkve, ki je bilo že od Pavla VI, že sinode so potekale škofovske že od 60 let, ne, ampak da se prisluhne ljudem, tako da se z ljudmi sreča, da se jih te, ki so, dotakne, da škof prinese dejansko seboj cerkev, začenši od najbolj preprostih ljudi, oziroma od ljudstva. Ne. Se pravi, videti tako, da se te dotakne, da se te res v globino dotakne, celo zreti nekaj uporabe. Kaj je zrenje, vemo, ne. To je res videti tako iz globine srca, duha. Ne samo videti od zunaj, ampak videti tako, da se srečaš. In potem presoditi tako, da je vključen osebni princip in sveti duh. In to je osebna beseda, zato je razločevanje. Torej, ne samo kritična misel, ki je noter, razum je noter, ne, ampak tako, da upoštevaš človekovo osebno pot, zgodbo okrog ljudi in predvsem svetega duha, ki je ključen za prepoznavanje tega načina odločanja kot razločevanja in potem predlagati, kako se gibati naprej. In v tem duhu želim nekaj točk papeža Frančiška tukaj predstaviti.
Ne bomo ostali samo pri papežu, ker nekatere točke so tako široke, da je prav, da se dejansko res ozremo širše. Torej, naša družba, torej svet, v katerem živimo, zlasti s poudarkom na zahodni civilizaciji, gotovo je pretirano individualistična, da ne rečem radikalno individualna in s tem povezano fragmentacija, izguba središča, izguba smisla, ne? In mnogi rečejo potem več resnic. Skratka, ta zgodba relativizma na zahodnem svetu zelo močno teče. Po drugi strani se pa utrjuje ena moč teh okolij, ki so naddržavno običajne, ne, ali pa velike države. In torej med posameznikom, ki je nepovezan z okolico in veliko družbo, je veliko praznega prostora. Zato smo zelo pogosto v eni negotovosti, enem strahu. In kako na to odgovoriti? Eno izjemno pomembnih vprašanj, kako odgovoriti na pretiran individualizem. Oblik tega je polno. Če boste vzeli v roke encikliko, boste videli, tudi nekatere so naštete noter, ne. S tem povezan je seveda tudi velik problem, da se človekove pravice uveljavljajo brez odgovornosti. To je izjemno hud problem. Jaz sem enkrat to malo globje šel pogledati in tukaj je dejansko problem ne samo zahodne civilizacije, ampak mnogo širši, v temeljni deklaraciji o človekovih pravicah, ne, ki jo poznamo, da je nastala po drugi svetovni vojni in kjer so skupaj prišli res različni deli sveta, ne, tudi različno misleči, ne, takrat je bil, vemo, če je bil spor takrat, ne. Tam piše, da če dobro berete, mislim, da vsak odprt človek bere podobno, ne, ker smo ljudje enakega dostojanstva, nam pripadajo enake pravice. Pravic brez dostojanstva tam ni. V 70 letih vidite, kako se pri nas zadeva obrača, ne. Pa ne samo pri nas, v celem zahodnem svetu. Profesor Trontelj je večkrat to omenil in to je že kar nekaj 20 let nazaj, če ne več, da Zahod skuša uveljaviti, ko bi rekel, pogled in politiko človekovih pravic, ne da bi karkoli rekel o človekovem dostojanstvu. In vrniti človekovo osebno dostojanstvo nazaj je ena izmed temeljnih poklicanosti. Jaz jih to čist delim s sedanjim papežem in z mnogimi drugimi, ne. Se pravi, res vprašanje dostojanstva, zlasti dostojanstva teh ljudi, ki so na obrobjih. V Sloveniji na obrobju so mnogi osamljeni. Veste, koliko ljudi jih pustijo otroci in so desetletje v bloku praktično čisto sami, ne. To vam bodo povedali zdravniki. Koliko narodov je na obrobjih, ne. Torej ne gre samo vprašanje revščine, ampak kako te okolja vključiti v zgodbo, skupno zgodbo sveta. Mogoče dva primera, ki sta zelo pomembna. Eden je, vsi poznate, kako je Pedro Opeka uspel ta okolja, ki so res najbolj revna med revnimi, smetiščarjev, na smetišču bivajoče ljudi, uspel premakniti, da so sami začeli delati, graditi eno novo kulturo. In razumljivo, da njihovo delo ni vredno toliko, da bi sami preživeli, torej rabi pomoč, ampak on ne deli pomoči, on ljudem pomaga, da se dvignejo in nazaj dobijo človekovo dostojanstvo. Človek, ki zasluži s svojimi rokami za družino, ima dostojanstvo. Človek, ki ga, kot recimo v socializmu, zdaj že malo manj, včasih smo videli, ne, ta delitvena solidarnost pa iz človeka ne potegne tisto, kar je vednost človeka, ne. In zato je recimo Frančišek, ko je bilo čisto na začetku povabil, da je bil z njim v prvih vrstah nek smetiščar, ki je organiziral v Buenos Airesu te, ki papir zbirajo. Zakaj? Ker dostojanstvo je samo takrat, če mi tako gledamo, da nas ni sram pogledati v oči ubogemu. Jaz sem to doživel prek enega prijatelja, ker do njih, veste, če imaš prijatelja, pa je prijatelj tvojih prijateljev v Bombaju, je peljal na dva kraja, kjer so res ubogi, ne. To je najbolj temeljna stvar, da je človek človeku. Potem je seveda zelo težka stvar s tem povezana kultura odmetavanja, ne. Za demokracijo, veste, v sociologiji tako pravimo, ne,
ne, da se jaz s tem strinjam, ampak demokracija ne potrebuje revnih. Demokracija je način vladanja srednjega sloja. Ne? In to zelo dobro vidimo, kaj to pomeni za nekatere. Ne? Zdaj, tisto, kar je res težka stvar in s katero se soočamo, je pa to, da živimo v času informacije brez modrosti. Informacija brez odgovornosti, brez modrosti in v času ene same velike krize. Zanimivo pa, da papež ne konča s tem, ampak podaja upanja. In takoj premakne iz stvarnosti, ki je težka, k upanju. Upanje je pa ne samo to, ki je papež, ampak mislim, da to je mnogi, to delimo, ne. Če pogledaš tam, kjer je upanje živo. In vzame Samarijana, to poznamo, ne, in postavi zelo zanimivo točko, kateri tip ljudje so tam bili. Ne. To je bil en, ki leže na cesti. Torej, ranjenec. Potem so bili roparji, ki so zašli, ne? Torej tisti, ki delajo krivico, nekdo, ki je v stiski in se sam ne more pomagati. In potem sta šla dva mimo, ne? Za to inštitucijo, kjer smo zdaj, je to veliko vprašanje, ker to sta pa levit in duhovnik. Ne? In potem pride mimo nekdo, ki ni bil Jud. Pazite, Samarijani, to je bilo tako hudo, veste, to so bili hujši kot pogani, ker so bili narobe verni. To je, in on kaj naredi? On enostavno spremeni svoje plane, načrte, temu človeku pomaga, ampak ga da, vsi poznamo, kaj se zgodi, njegovo živinče, in potem naredi tisti premik, ki pogosto pozabimo. Potem pride pa do gostilne in ga da v oskrbo gostilničarju, ker sam mu ne more pomagati v celoti. Reče, da bo povrnil vse stroške, ampak tukaj je temeljna stvar, vidite, če mi hočemo dobro delati po tej priliki, ki nisem prilika za kristjane, to je prilika, ki je vsak človek odprtega duha, dobre volje, popolnoma razume, ne? Potem rabimo sodelavce. In nekateri so doplačani, nekateri so prostovoljci. Se pravi, rabimo dve stvari ali pa tri stvari skupaj, ne? Odprto srce, spremeniti načrte in povabiti druge, da skupaj delamo. Torej, k čemu smo poklicani in kdo bi mi radi bili, kdo smo bili v življenju, kdo smo danes. Ne? Gotovo smo bili kdaj ranjenci, najbrž smo bili kdaj tisti, ki smo šli okrog. Ne? Torej, to je dobro, da se zavedamo, da priznamo našo zgodovino in potem je vprašanje, kaj želimo biti, po čem hrepenimo. Jaz sem gotov, a veste, da človek je bolj to, po čemer se steguje, hrepeni, bi rad bil, ne? To, kar postaja, kot samo to, kar je danes. Ne? Ker če se po nečem steguješ, se počasi odpirajo možnosti. Torej, k čemu smo poklicani? Preprosto biti sosed, biti bližnji, ne? To so pa besede kot kultura bližine, človek človeku človek, ne? In zelo zanimivo, ne svoboda za nekih kolektivizmov, ne svoboda od enega liberalnega liberalizma, ne pa svoboda z. Ne? Krščanska svoboda je svoboda z drugim, ne od drugega in ne podrejeno z drugemu. Ne? Se pravi, iti onkraj naših interesov, prvin in tako naprej, tudi naroda, ne? Iti onkraj zgodovine in kulturnih ovir. Zdaj, čisto kratko, da se zajema, veste, problem bratstva je res velik. V Svetem pismu, začetek Svetega pisma odpre to vprašanje zelo krvavo. Ne? Ker Abel in Kain sta bila brata. Kaj se je zgodilo, vemo. Jakob in Ezau, zdaj smo pa že pri naslednikih Abrahama, ne? Da tudi brata. In potem imamo teh 12 sinov, Jožefa, prosite, manjka, in bratje. In celotna zgodba Jožefa je pravzaprav kaj? Jožef ni bil tisti, ki bi rad bratom povedal, veste, jaz bi vam pa rad povrnil za krivico, ki ste jo mi storili. Niti ni bil tisti, ki bi rekel, veste, jaz sem tako, malo paternalističen, jaz imam, vi pa nimate, ste reveži. Jožef se je tako močno trudil, da bi brate pripeljal k sebi tako, da bi se srečali kot bratje. In ta zgodba nas uči, da ta pot ni enostavna in zahteva več korakov.
da se z brati srečamo kot z brati, da ubogi ne čutijo, da so od nas odvisni, ampak da smo kot bratje drug z drugimi. Ne? In dejansko kri ni zmeraj prva, niti ne narod, kultura, celo bi človek rekel, ne vedno religija kot institucija, ampak je res duhovno bratstvo, duhovno srečanje. Potem, če pogledamo mičkaj naprej, samo par stvari, ne. Papež, ko se poglablja, najprej postavi to znamenito tezo, da je človek skupaj z drugim, ne. Zdaj, naš zahodni pogled, mislim torej to je res individualističen, ne. In to ni od včeraj, to traja že stoletja, ne. Že prej je bilo veliko individualizma, torej kaj pomeni biti človek kot oseba in imeti dostojanstvo, podobno narod, žena, stvarstvo, skratka mnoge druge stvari. To je en vidik, drug pa odgovornost lastnine. Glede človeka bi kar dve stvari dal pri temu papežu. Torej, oseba pa skupnost gresta z roko v roki. Priznati, to so njegove besede, da so drugi ljudje osebe, pomeni ceniti tisto, kar nas povezuje z njimi. Biti oseba nas drugim povezuje in zaradi tega smo skupnost. Ne? In skupnost, pravi, je največji protistrup vsem oblikam individualizma, zlasti tega, ki prevladuje, ne, da mi je do drugega vseeno. Kakorkoli obrnemo zahodni svet, veste, jaz moram priznati, da prva vrednota je strpnost. Ampak strpnost je pogosto predvsem to, da drugi me ne zanima. Nespoštovanje, to sta dve zelo različni. Mi smo že dolgo v tej kulturi strpnosti, ker smo z njo ustavili nekaj vojn, torej to ni črno-bela slika, ne? Ampak pozabili smo pa tisto, kar nas z drugim povezuje, iskati in graditi. Ne? Ker strpnost pomeni nesrečanje. V kulturnem okviru, ne, gledajte, v zahodni svet govori o multikulturnosti, multikulturalizmu, v Veliki Britaniji so postavili, to nikamor ne pelje, ker skupine živijo čisto vzporedna življenja. In potem druga generacija, ker ne ve, kaj so, nastop nasilje. Najprej Velika Britanija, potem Francija, Nizozemska in tako naprej, tudi Švedska. In kaj? Treba je razviti medkulturnost, srečanje, dialog med skupinami ljudi, različnih identitet, različnih kultur. Zato je recimo zelo zanimivo, da ob nagradi Karla Velikega, ne, je 3 točke povedal, ki so značilne za Evropo, ne. Evropa je bila vedno prostor povezovanja različnosti, ne. Grška misel, rimski način vodenja, upravljanja prava, judovsko-krščansko vprašanje transcendence Boga in velike skupine narodov. To je Evropa bila ves čas. In zato je bil tam neka zmožnost dialoga in nekaj novosti, ustvarjalnosti. Torej, Evropa, če se želi preroditi, mora graditi na spominu, kako se je začela, kako je pa tekla tudi Evropska unija. Ne? In zato papež pravi, ne, da je čas pomembnejši kot prostor. Te dve stvari bi vas rad še uvodoma pač omenil, ker to je dinamika, kako papež dela, 4 načela in vprašanje poliedra. Mogoče je boljše, da začnemo s 4 načeli. Imate že v njegovi encikliki prvi, torej Veselje evangelija, čisto isto, in to najdete že pri njemu že od 90 let v Argentini kot škofom. On postavlja navezujoč se na izkušnjo življenja in na nekatere druge ljudi, ki so reflektirali 4 načela. Kaj pomeni, da je čas nad prostorom? Da pomembno je ne posedovati stvari, ampak razvijati procese. Razvijati procese, razvijati gibanje. In v enem takem času, kot je danes, ko se dobe menjajo, je to sigurno bolj pomembno. Ne? Torej, bolj, ko se oklepamo, da bomo nekaj imeli, bolj nas bo čas povozil. Drugo je, edinost je bolj pomembna kot konflikt. Napetosti vedno so. Ne razumeti napetosti pomeni ne razumeti življenja. Torej, kako z napetostmi ravnati, da ne bodo šli v konflikt, ampak da bomo videli spravno različnost ali pa edinost različnosti, karkoli. Tretja stvar je to, kar je že pri tej encikliki in druge značilno, stvarnost, torej dejstva so pred idejami. Zakaj? Ker je življenje več kot razum, ali pa če vzamemo uporabo
to, kar so nas učili že v času Janeza Pavla II. In človek nekako ponotranji posvoji, ne. Ljudje bolj verjamemo pričevanju, ne, izkustvu, zgledu, kot nekemu abstraktnemu nauku, ne. In celota, torej povezanost, je nad delom, ne. In v tem oziru je pa druga stvar, ki je zelo pomembna, ta opomba, to je iz Veselje evangelija, ne. Prav ni Fratelli Tutti, točka 236 Veselje evangelija. Vzorec ni krogla, ki je ideal popolnosti in so vsi delo enako dajeni sodišča, ampak zato tudi ni nobene razlike med delom. Jaz kot fizik tukaj bi lahko še kaj dodal, ne. Vzorec je polieder, to je najbolj pravilni polieder, piramida, ne, kvadrat, pa so pa nepravilni poliedri, ne. Torej, lik, ki ima mnogo ploskov, ki so različne, in je prostor tam noter lik za vse nas, ki smo nepopolni, ki smo grešniki. In papež dodaja dve stvari, prvič tudi za tiste, ki bi človek dvomil, tudi oni imajo nekaj za dodati k celoti. In zelo poudarja, ne gre samo za te delčke, ampak gre za vez med njimi. Ker je seveda iz fizike meni in iz sociologije, ker sem doktoriral iz skupnosti, popolnoma jasno. Družina je družina več kot, ko bi rekel, seštevek posameznikov, ker so vezi med njimi, enako narod in vsaka skupnost, vsaka cerkvena okolje. Ker so med nami vezi, smo več kot seštevek posameznikov, ne. In v tej podobi, ki je za tega papeža pastoralna podoba, ne, torej za katehezo, in podoba za politično delovanje, mislim, da tukaj je res potem možnost skupaj delovati povezano. Zdaj, glede druge točke, ne, tole družbena odgovornost lastnine, pa samo to, nikoli pred tem mi ni bilo tako blizu to, ali pa tako preprosto izrečeno to, ker je čisto samoumevno, kot to prvi sliši. Ma lastnina ni stvar lastnika. Če Bog ustvaril stvarstvo, je seveda privatna lastnina pomembna stvar, ker ljudje se z njo obnašamo do neke mere odgovorno. Lastnina pomeni odgovornost, torej to ne bi zanikal, njih nasprotno. Se vemo, kaj bo v socializmu, kaj to pomeni, če ni lastnika, ne? Ampak je nadrejeni tej lastnini to, da stvarstvo je dano za dobro ljudem. Torej tisti, ki nekaj ima odgovornost do družbe. Ne, da se ga razlastni, ampak da je tisto, kar ima na razpolago dobro ljudem, zlasti tistim, ki sami ne morejo priti do dostojnega življenja. Seveda, to je družbena odgovornost lastnine, ki ni zoper privatno lastnino, ampak vidite, če daš 3 stvari skupaj ali pa 2 stvari, kar naenkrat se ti pojavi celota. In teh stvari je v tem delu toliko velika, veste, in to je ta lepota, ker ne zanika nečesa, kaj je pomembno, ampak pokaže še en vidik, skupaj vidiš pa stvar bolj popolno. Torej, družbena odgovornost lastnine. No, se dejansko je to osnova že Rerum Novarum, ne, takrat, ko je bilo vprašanje lastnine, veste, konec 19. stoletja, delavci pa kapitalisti, ne. Glede migracij, ker to je živa stvar, mislim, da je en stavek, moramo reči, potem lahko kakšno stvar čisto spustimo. Papež tukaj ima 2 drži v tej knjigi, tudi sicer. Prvič, jaz sem pomagal, da je v Sloveniji šla knjiga Roberta Schumana za Evropo, ne, in Schuman, ki je ustanovni oče ali pa oče Evropske unije, ne, on je vedno govoril o solidarnosti držav, narodov in posebni odgovornosti Evrope do Afrike. Ta posebna odgovornost Evrope do Afrike nas je lahko samo sram, kaj se je zgodilo. Če bi mi Afriki pomagali, da bi ostala, bi danes iz Afrike bilo bistveno manj migrantov. In zato papež pravi to je isto, torej to ni papeževa misel, to je skupna misel mnogim, pomagati ljudem, da bodo dostojno živeli v izvoru njihovih migracij. In to je odgovornost, ki smo jo popolnoma izgubili v Zahodu, ne, kot da je ni. Pa je izjemno pomembna. Zakaj? Ker to pomeni, da je ne samo človek, ampak narod, ne. Druga stvar je pa,
če je nasilje, če je preganjanje, če je lakota, ne. Seveda tudi zaradi vremenskih razmer bojo nekateri se mogli seliti, ne. Tedaj je treba migranta sprejeti, ne, tako da se ga sprejme, zaščiti, da se mu pomaga vključiti v novo družbo in integrira, kar pomeni, da mora migrant spoštovati družbo, v katero se vključuje. To ne pomeni, da se samo njega. To pomeni čisto preprosto, da pride do srečanja dveh različnih kultur in multikulturalizem je prešibka točka. To ni srečanje, to samo pomeni, da živiš drugo. Ampak poglejte jaz sem tudi srečal ljudi, nekatere naše Slovence v Argentini, to generacijo, ki ni bila iz ekonomskih migracij, samo ker imajo tako močno identiteto. Oni dejansko živijo v dveh domovinah, so mnogi rekli, in imajo prijatelje tam in tam. To je integracija. To je nekaj, kar pomeni, da lepoto svoje kulture ohraniš na način, da lahko v drugi kulturi živi in sprejmeš drugo kulturo tako, da jim pokažeš nekaj lepo iz svoje kulture, ne. Torej, to je naloga, velika naloga, ki jo najbrž bo treba narediti. Zakaj? Ker se veste, Evropa brez migrantov ne more preživeti, ker smo preveč starajoča se populacija in mene je presenetilo to, veste, vemo, kdo pri nas zida, ne. In ti narodi imajo zdaj premalo ljudi, da bi pri nas zidali. In je zdaj veliko vprašanje in natakarjev in mnogih drugih manj plačanih služb, ne. V Romuniji ni Romunov, ki bi to delali. Torej pridejo Azijci v Romunijo delati pa delati. To ne more biti trajna rešitev. Tukaj bo nekaj se zgodilo. Zato je res živo vprašanje politike. In prvo je to, da politiki se vrne tisto mesto, ki je, ker smo jo zelo umazali. Se pravi, vrniti politiki dostojanstvo je naloga, ki ni samo stvar politikov, ampak je stvar družbe. Zakaj? Ker politika je, in zdaj se takoj pokaže par stvari, zakaj je taka politika in zakaj je politika izgubila tisto, kar bi bilo pošteno, da je, ne. Ovire so, seveda populizem, liberalizem, o tem nima smisla govoriti, ker to že malo poznamo, ampak Papež zelo dobro postavi to, da vsaka ideologija je redukcija in če je redukcija človeka na samo en del, je vedno težava. Torej, zato se treba bati vsake ideologije. To ne pomeni, da se je treba bati ideje, ker vemo, kaj so razsvetljenske ideologije. To so idejni projekti o prihodnosti, katerikoli že je, ne, vedno je človek reduciran in skupnost trpi. Ampak sam bi dodal, veste, tudi s tistimi, ki so v neki politični grupaciji, ki ima zadaj ideologijo, če so ljudje odprti, z njimi se da pogovarjati. Če ne moreš narediti dialoga z neko skupino, ki je ideološko tesna, znotraj te skupine je kakšen, s katerim se pa da pogovarjati in se premika naprej. Torej, to je res zelo pomembno, da se zavemo tega. Ideologije preprečujejo dialog, ne. Druga stvar je pa seveda to, da je, dokler bo politika usmerjena k ekonomiji, rešitve verjetno ni, ne. Ekonomija je zelo pomembna stvar, ampak bolj pomembna ekonomija je človekovo dostojanstvo, dostojanstvo kultur, narodov in tako naprej, ne. Zato seveda je zanimivo, dve stvari spodaj sem napisal, ki sta tako pomembni, da razumemo družbeni nauk cerkve danes malo bolj dinamično, ne. Nasprotje individualizma ni kolektivizem, ampak bratstvo. To je napisala ena sociologinja, prva sociologinja, ki je bila predsednica Mednarodne sociološke asociacije, ne. Torej, ampak je tudi bila kasneje v Papeški akademiji za družbene znanosti voditelja, tako da je res bratstvo pomeni nekaj, kar ni med individualizmom in kolektivizmom, ampak tista tretji način, ki združuje enkratnost človeka in povezanost ljudi. Solidarnosti ni brez subsidiarnosti, pa čisto preprosto pomeni, ne, da je treba človeka dvigniti, da sam začne reševati skupaj s svojimi najbližjimi in ne čakati, da bo država dala, ne, neko pomoč, ne. Skratka, da se dvigne človeka in vsa okolja, ki so vmes. Mislim, da Slovenci bi se lahko spomnili Janeza Evangelista Kreka, ki tukaj ogromno naredil in človeka res dvignil, ne.
ni bilo brez kakšnih napak, ni bilo brez kakšnih napetosti, to ne gre za nek ideal, ne? Ampak gre to res, da dvigneš človeka v njegovih lastnih očeh, ker skupaj z mojimi bližnjimi je prvi, ki je poklican reševati stvari, ne? In teh stvari je tukaj več, da politiki vrnemo tisto lepoto, tisto mesto, ki ji gre, samo par stvari. Način, kako do tega priti, je pa predvsem dialog, ne? Zdaj, dialog, to je tako pomembna in široka tema, da samo dve opombi, ne? Tukaj seveda sem napisal par stvari, ki se pojavljajo, ne? Dialog in skupno dobro, dialog in resnica, dialog, kultura dialoga, dialog, srečanje. Jaz bi dal raje samo dva primera. Prvi primer je vprašanje identitete, ker mnogi rečejo, če bom šel v dialog, bom pa izgubil svojo lastno identiteto ali pa se mogel umakniti. Jaz bi rekel, da ima ta citat, to je iz ene knjige, druge od papeža, zelo pomembno stvar. Dialog je bistven del poslanstva cerkve, izhodišče in oporna točka poti dialoga s posamezniki in kulturami pa je naša lastna identiteta. Brez identitete, zavedanja svoje identitete, dialog sploh ni mogoč. Po drugi strani pa dialoga tudi ni, če nismo sposobni se nekako empatično približati, odpreti, iskreno sprejemati, odpreti in srce za tiste, s katerimi smo v stiku. Ne samo eno, ne samo drugo. No, teh stvari bo treba še več našteti, ne? Ampak je res pomembno, da se ne ustrašimo dialoga. Ko je bilo Evropsko leto medkulturnega dialoga, so bile tri stvari popolnoma razvidne in v refleksiji in v raziskovanju, ki sem ga jaz delno opravil, ne? Dialog ima tri značilnosti. Prvič, pomen srečanja, pomen skupnost, pomen drugega potrebujemo, od družine naprej. Če v narodi ni dialoga, če v župnijski okviru ni dialoga, se vidite, kako gre. Druga stvar je, okrepi identiteto. V dialogu jaz počasi vem, dosem zakaj, ker ko me nekdo vpraša, moram jaz premisliti, da se izrazim. Dokler se ne izrazim, sploh, jaz mislim, da vem, pa se ne znam izraziti. Torej, krepi, gre naprej, korak za korakom globje. In tretjič je ustvarjalen. Če se v dialogu resnično z nekom srečaš, pa se nekaj novega rodi. Celo fizika, veste, kvantna fizika je imela empirične raziskave, je imela znanost, precej matematike, ne? Ampak kvantne fizike ne je bilo, če ne je bilo poleg parih stvari drugih še pogovora med temi kvantnimi fiziki, ki so hodili po Danskem, kjer je bil Bohr, in po Bavarskem, kjer so bili Nemci, in ustvarjalnost se rodi znotraj območja dialoškega srečanja. Tudi naš Prešeren, ne? Se jaz mislim, da naše pesmi Prešerna ni brez nemške kulture, ne? Pa ne, da bi Nemčijo sprejel za svojo, ampak v tem srečanju, pa Jaka Čop, tem je pa celo Evropo prinesel, ne? In zato je lahko prvi, tak res velik pesnik, naredil opus, ki ga še danes nihče ni presedel. Ker je bilo srečanje, v katerem je on kot Slovenec izrazil nekaj, ker če bi samo ostal v mejah ozkosti, ne bi mogel, ne? No, tukaj je seveda veliko stvari, potem naprej peljejo, ne? Ampak tri skušnjave pa so, in skušnjavami se treba vedno soočiti, ne? Ena je skušnjava relativizma. Zakaj? Ker v relativizmu se izgubi resnica. Druga je skušnjava površinskosti, ne? Ker te nekako nek videz privlači, v resnici je pa malo globje treba iti, ne? In zato kot človek, ki delam v akademskem prostoru, nisem tipičen, ker če ni zadaj osebne izkušnje, skupnostne izkušnje, jaz nekaterih stvari sploh povedati ne morem, ne? Ali pa jih dam tako malo vklepaj. Če pa zadaj skupnost, osebna izkušnja, ali pa se jo pa ne da ustaviti. Zakaj? Ker zadaj je življenje. Za besedo akademsko stoji življenje, ne? Vključevanje, kogarkoli človek sreča, ne? In navidezna varnost za lahkimi, praznimi frazami zakoni, ne? Torej, to so vedno skušnjave in tukaj nekako se moramo gibati, ne? Zdaj, v resnici imam tukaj nekaj stvari, ampak bi spustil razen osnovo. Mir
ne more živeti brez resnice, pravičnosti in usmiljenja. Torej, ni dovolj resnica in pravičnost. Jaz bi temu tako rekel, ne, veste, iz krščanskega vidika, pa z vidika ljudi dobre volje, bi vas res pozval, moj veliki profesor, ne samo eden, je pa tudi o tem odlično pisal, ne, Petin Sorokin, pa Lukman, pa še kdo, lejte, ljubezen do resnice. To pomeni ne strast po resnici brez ljubezni. Ljubezen do resnice pomeni, da ne moreš brez resnice, ampak imaš do resnice tak odnos, da drugega ne raniš, ampak mu skušaš podpreti neko obzorje. Ljubezen do resnice. Sicer pa resnica lahko vodi v maščevanje, ne v spravo. Ampak je treba povedati družinam, ki so v žalosti. Treba povedati, kaj se je zgodilo tistim, ki so otrokom, ki so jih militantni, kakšne milice vzeli. Treba je povedati in priznati nasilje. Torej, resnica je najprej priznavanje. Ampak druga pomembna stvar pri resnici in z njim v zvezi je dobro res ustavimo teh par minut, ki bomo razpolagali res malo dlje, ker tudi za Slovenijo, mislim, da je to zelo pomembna stvar, je vprašanje spomina. Ne gre za pozabiti, ampak gre, kako živeti v spominu. Ne vem, če poznate knjigo, ki je Slomškova založba izdala, Preživela, da pričujem, ne, o eni ruandski deklici, ki pa je postala žena, ki jo je skrival pripadnik nasprotne etnije in nasprotne vere. Znotraj hiše imel kopalnico, kjer je nekaj žena pa deklet skrival in so ubili vse. Njegov sin je samo čakal, da je to ubil, to je ona vse slišala. In potem je naredila temeljni premik, da je odpustila tistim, ki so to naredili. Njen oče je bil na stadionu ubit, ker jih je bilo množica. Temeljni premik, zakaj? Zato, da odpustimo ne zoper resnico, ampak da si ne nakopljamo težav, ki so, če ne odpustimo. To je zelo težko, ampak res priporočam, da to knjigo preberemo. Zakaj? Ker v Sloveniji imamo tukaj še zelo nerešen primer. In se spomnim, da je potem ta pisala čisto na koncu, da so jo klicali in stik hodili z njo žene in možje, ki so izgubili v holokavstu vse. Če boste šli v Krakov, tam je ploščica 2 v spomin 99. In so rekli, kaj lahko storim, da bi ne bi to grenil. In to je res odpuščanje. Odpuščanje. Zdaj spomin, če bo kdo želel, lahko pa to prebere. Spomin je najbolj močna sila. Spomin, katere 3 spomine? Na korenine, na prihodnost in sedanjost. Če ni hkrati vseh 3, pa ne gre. In zato je zelo pomembno, da ko se ustavimo nekaj o odpuščanju, druge stvari bom mnoge spustil. Zakaj odpuščanje? Ker to je pa tako pomembna stvar za človeka osebno, za mnoge družine, za mnoge zakonce, starše otroci, za mnoge soseske, za mnoga okolja cerkev, družbe, naroda. Da se res skušamo zavesti, kaj pomeni bratstvo in družbeno prijateljstvo v tem konkretnem vprašanju. Torej, neprisiljeno in iskreno odpuščanje je veličina, ki odseva neizmernost božjega odpuščanja. Če odpuščanje zastonjsko, je torej mogoče odpustiti tudi tistemu, ki se kesanju upira in za odpuščanje ni sposoben prositi. Verjetno, kot kristjani, je dobro, da se vedno znova spomnimo na križ. Stari križi so imeli vedno isto kot na naš križ, stari prasimbol križa, to so vse kulture poznale, so nebo in zemljo skušali povezati. In človeštvo med seboj, horizontala in vertikala, te kozmični križ, ki ga poznajo vse stare kulture, pa so dodali bolj te vzhodne kulture še krog, imate pri budistih to kolo in križ skupaj, imate včasih kroglo in križ. To je kozmos. Potem se je pa zgodilo s krščanstvom, se pravi z Jezusom, nekaj drugega. Križ je vmes postal nek simbol, ki sploh ni bil simbol. To je najbolj, ko bi rekel, nevredna, najbolj ponižajoča smrt je postal križ.
Ampak če greste vi v Asizi, ta znameniti križ pri Svetem Damjanu pogledati, boste videli, kako lepo smo kristjani razumeli križ. Kristus je na križu z ranami, ampak ne trpi. Ker vidiš poveličenega, na vrhu imaš že, ki gre v nebesa, ne bohod, ne. Z angeli, levo in desno imaš ljudi. Zakaj? Ker je povezal človeštvo med seboj, oziroma spravil je pravzaprav človeštvo in povezal pravzaprav spravo nebo in zemljo. Nekateri križi, iz tistega bilo malo odspod še Adamov, isto lobanja, ne, ker se vemo, torej podzemlje in nebo. Veste, kaj smo kristjani sprejeli? Ta prastari simbol od neba in zemlje in človeštva, tukaj zadaj je oseba Jezusa Kristusa, ki je zato, ker je bil zvest očetu in ker je skušal pokazati, kako velika je Božja ljubezen do človeka šel na križ. Citiram Gallagherja, v tej dvorani je bil profesor Paul Gallagher pred leti in on je na smrtni postelji na zapustu nekaj zapisal, ker mu tretjič raka, knjiga je potem išla, rekel, da je treba biti zelo previden. Zakaj? Če ti v križu ne vidiš vstajenja, je to zelo nerodna zadeva. Pa ne mi, ki vemo, da bo prišlo. Ne, kdorkoli. In kaj je herezija? Herezija je, ko eno resnico osamiš od prijatelja, da postane osamljena, ali pa z besedami današnjega predavanja in današnje teme, ko ti dobroto ločiš od celote, ki je. Zato je, po moji oceni, bomo spustili, samo še vloga religij, par besed, po moji presoji je to res poziv k neki novi kulturi človeštva, ker sicer pa se vidite, kako je za vojno, nova kultura človeštva, ki bo pomagala religijam, da bodo in drugim okvirom, v religije so zelo pomembne, ker to so največja okolja človeštva, razvile tiste okvire, kjer je biti dober z drugim, to, kar prevladuje. Drugače vemo, da so bile tudi vojne, ki jih religije podpirajo, danes islamski fundamentalizem, to je nemogoče zanikati, ampak tudi kristjani nismo bili zmeraj nedolžni, do tega, da so katoliki, uropali Carigrad in zato verjetno je eden iz temnih razlogov padca, kasneje seveda, Bizanca po Turki, torej zgodba res ni prijetna. Ampak zakaj je šel Frančišek večkrat in tudi pisal izjavo z velikim imamom v Kairu, da bi podprli tista okolja, cerkev je pomembna, religije so pomembne in civilna, kjer se širi ta duh povezanosti, zmernosti, bližine. In prva stvar, ki bi jo jaz skušal vedno dati, poglejmo ljudi, ki so tako živeli. Imate vi Frančiška Asiškega, tam je naštet Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Desmond Tutu, mnogi drugi. Ko je bil v Mariboru Dalaj Lama, pred leti, ko je bilo Evropsko mesto, EPK, Evropska prestolnica kulture, je rekel, a veste, mi živimo v svetu, ki se sploh ne moramo predstavljati, kako je lepo, ker pred 50 leti tudi sanjati nismo mogli o tem. O čem? Ker je danes resničnost. In pravi, glejte, voditelji različnih religij pridemo skupaj in skupaj molimo. Začetek tega se vemo, Asizi, Janez Pavel II. To je res spodbujati procese, gibanja in ohraniti spomin. Zato bi zaključil prav s Karlom de Foucaultom. Ne vem, koliko tega svetnika poznate, ali Blažena je svetnik, da nisem več siguren, ampak zdaj je dobil tudi v cerkvi priznanje za svojo svetost. On je umrl čisto sam, veste, male sestre, mali brate Charlesa de Foucaulta, da bi se poistovetil z zadnjimi, tam sredi afriške puščave, ki jih tudi njihovi bližnji niso prenašali, je šel res predan nasproti ideala popolnega darovanja Bogu. V tistem okolju je imel res tako močno željo, da bi brat vsakemu človeškemu bitju. Tako je rekel, prosite Boga, da postanem resnični prijatelj vseh duš te dežele.
Precej let kasneje, verjetno veste, je alžirska oblast, verjetno ne, ampak sploh je bila alžirska oblast pa islamisti, takrat, ko so tudi Hrvate pobili v začetku 90. let, menihe iz samostana naše gospe Atlaške v Tipherinu pobila, ne. Ni čisto jasno, ker takrat, ko so bili pobiti, je bilo tudi bombardiranje, ampak so jih že prej verjetno pobili islamisti. In dve stvari bi tam povedal. Ta vas je bila vas muslimanov, ta samostan je bil samostan trapistov. In oni so živeli res, tako kot piše originalni naslov, o bogovih in ljudeh. Oni so živeli bratstvo. Ko so menihe odpeljali, ubili, je tisti, ki vodil vas, pisal temu, ki vodi trapiste v Francijo, če lahko pošljajo nove menihe. Zakaj? Dokler so bili med nami menihi, nas je bilo strah. Ja, koga? Naših muslimanov, fundamentalističnih. Ampak smo imeli upanje. Zdaj nas je pa samo strah, upanja pa nimamo. Včasih je težko delati za bratstvo, ampak je toliko močnih primerov, veste. Recimo duhovna poroka Kristjana de Seržeja, ker on je vodil samostan. To dajte vzeti v roke, ker pokaže, kaj lahko Bog stori v človeškem rodu. Koliko lepote je. To je tako lepo, veste, zakaj? Ker jaz ne govorim o idejah. Jaz delim to, ker sem tekom svojega življenja izkusil. Ko sem se rodil, še Vatikanski koncil je bil napovedan, se ni začel. 500 stoletje, ko smo bili skregani, zdaj smo spravljeni bolj kot ne z luterani. 1000 let s pravoslavjem, 2000 let z Judi, to nekateri izmed vas in jaz, to je bilo tekom našega življenja. Mi ne smemo biti brez upu. Moramo pa se zavedati, da se stare strukture lomijo in da se šele vzpostavlja neka nova kultura. Kdo bo zmagovalec tega, ne vemo, ne? Ampak jaz upam, da bomo prišli do dobre rešitve in je zelo pomembno, da se čutimo vpete v to dogajanje z deležem, ki je vsakemu človeku, vsakemu okolju človeka primeren, torej ne več kot to, ne? Ampak z deležem in da vidimo, tako kot pri tem Samarijanu, on je imel odprto srce, ampak ni mogel sam rešiti. Mi moramo delati skupaj z drugimi in nekateri so to pošteno plačani in tudi to je prav, to se ne izključuje.